Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V teh dneh je Slovenski planinski muzej v Mojstrani obeležil 10-letnico delovanja. Tokratno kroniko tedna zato posvečamo temu dogodku, slavnostni prireditvi, na kateri je bil govornik predsednik države Borut Pahor. Ta je izrazil priznanje vsem za opravljeno delo, skrb za vzgojo mladih ter ohranjanje planinstva in gorništva. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovana župana občine Jesenice in občina Kranjska Gora, predstavniki Ministrstva za kulturo, Planinske zveze Slovenije, Slovenskega gorniškega kluba Skala, Planinskega društva Dolje Mojstrana, Gorsko-reševalne zveze Slovenije, člani muzejskega sveta. Drage dame, cenjeni gospodje, prijatelji Slovenskega planinskega muzeja, dober večer. Danes je 10. avgust in Slovenski planinski muzej zaključuje s praznovanjem ob 10. rojstnem dnevu. Za nami je 10 let tesnega sodelovanja, ohranjanja in predstavljanja slovenske gorske kulturne dediščine v najširšem smislu in domoljubju. Za nami je 10 let trdnega dela, ki smo ga opravili za več kot 500 000 obiskovalcev, ki so nas vseh teh letih obiskali. Pot je pomembnejša od cilja. In kakšna je bila naša vse odprtja muzeja, nam bo povedala vršilka dolžnosti direktorice Slovenskega planinskega muzeja, gospa Irena Lačan-Velimičič. Spoštovani,
Stoletna želja po ustanovitvi Planinskega muzeja se nam je izpolnila prav z odprtjem Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki ga je občina zgradila z evropskimi sredstvi in sofinanciranjem partnerjev, planincev, gornikov in posameznikov. Takrat smo partnerji projekta opredelili vizijo in postavili cilje muzeja, ki smo jih v muzeju v teh zadnjih 10 letih zagotovo presegli. Muzej je namreč prostor, kjer zbiramo, hranimo, preučujemo in predstavljamo kulturno dediščino slovenskega gorništva, planinstva in alpinizma, ki ga prej zagotavljala le občina, sedaj pa tudi Ministrstvo za kulturo. Podvojili smo število inventariziranih predmetov oziroma enot, okrepili strokovno knjižnico, razglednice in našo fototeko, tako da nam prostora počasi že zmanjkuje. Muzej je tudi prepoznavna točka za srečanja z vzgojo, kulturo in izobraževanjem s področja gorništva. Vse od odprtja vsako leto posodobimo vsaj en sklop stalne razstave, medtem pa pripravljamo tudi zanimive občasne razstave in dogodke, ki jih je preteklo leto obiskalo več kot 65.000 obiskovalcev. Priljubljene pa so tudi naše aktivnosti za obiskovalce, kot na primer interpretirana vodenja, igrice in podobno, skupaj s partnerji pa izvajamo program tudi v naši okolici. Forum slovanskih kultur nam je leta 2017 podelil nagrado Živan za najboljši slovanski muzej. Kot ponosni prejemniki nagrade predstavljamo našo dediščino tako po Evropi, gostujemo pa z razstavami tudi v zamejstvu in drugih alpskih deželah. Z informacijsko točko Triglavskega narodnega parka prispevamo k dvigu ozaveščenosti varovanja naravnih vrednot, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja in območja Alp. V letu 2017 smo tako postali prva informacijska točka Alpske konvencije v Sloveniji. Z atraktivnim muzejem pa dopolnjujemo tudi turistično ponudbo občine oziroma širše regije. Pri nas je tudi turistično-informacijski center. Sledimo namreč smernicam sodobnih muzejev in tudi države po digitalizaciji in interpretaciji kulturne dediščine. Tako smo ustvarili nove, atraktivne, tudi za turistično gospodarstvo zanimive projekte, kot so virtualni spusti s Triglava ali v globini jam, urejen prostor doživeti pod bivakom in najnovejši triglavski izziv. Predvsem pa ob tem ne pozabljamo na vrednost zgodb tistih posameznikov, ki ustvarjajo zgodovino slovenskega gorništva. Skupaj s partnerji in z uspešnimi prijavami na razpisih ter zagnano ekipo sodelavcev po podpori ustanovitelja razvijamo projekt trajnostnega razvoja. Hvala vsem, da z nami ustvarjate trdno navezo za vrhove prihodnosti. Iskrena hvala. Hvala direktorici za predstavitev prehojene poti. Ponosni smo na opravljeno delo. Muzej smo zgradili s finančnimi sredstvi občine Kranjska Gora, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in ustanove Avgusta Delavca oziroma planincev in vseh, ki so pomagali. Kaj predstavlja Slovenski planinski muzej za občino Kranjska Gora, ker kako vidi naš razvoj v naslednjih letih, nam bo povedal župan občine Kranjska Gora, gospod Janez Hrovat. Gospod župan, beseda je vaša. Spoštovani predsednik, kolega Dračič, spoštovani gostje in gostje, lep dobrodan v Mojstrani, v zibelki gorništva v Republiki Sloveniji. Ponosen sem, da sem lahko župan občine Kranjska Gora prav na 10. obletnico tega čudovitega slovenskega planinskega muzeja, ki je svoje korenine gradil na Triglavski muzejski zbirki,
ki je bila od leta 1980 pod mentorstvom gospoda delavca Augusta v moji strani skrbno izbrana in predstavljena že pred samo idejo o postavitvi Slovenskega planinskega muzeja. Tukaj se moram vsem idealistom, vsem ljudem, ki so svoje sanje o Slovenskem planinskem muzeju udejanjili tukaj na tem mestu, iskreno zahvaliti. In moram povedati, da tudi jaz v letih preden se je samo sanjalo o tem muzeju v švicarskih Alpah od Zermatu na pripravo s svojimi dvema hčerkama leta 2006-2007 živo spominjam, kako smo na otvoritvi tega Materhofer muzeja v Zermatu, kako smo si samo želeli, da bi tudi v Sloveniji dobili nekako podobno muzejsko zbirko, kako iste in mogoče še večje potenciale Slovenci v alpinizmu in planinstvu nosimo. In hvala Bogu, da je tudi takratna oblast in seveda politika z planinsko javnostjo sprevidela to, prepoznala in skupaj zgradila ta čudoviti planinski objekt, ki je lahko ponos vsem Slovencem. Res, da nimamo zaenkrat še uspeha, kot ga imajo v Zermatu, v temu muzeju, kjer letno sprejmejo manj ljudi oziroma obiskovalcev, približajo se številki 50 000, vendar je inkaso precej višji kot naš in upajmo, da bo v prihodnosti tudi tukaj na podlagi tudi slovenskih izredno uspešnih muzejev in po vzoru že teh Slovenski planinski muzej stopil na svoje noge in se v bistvu samo osamosvojil. Tako da jaz sem zelo ponosen tudi na vse naše alpiniste, planince, ki so v zgodovini v celotni svetovni alpinistični javnosti verjetno zasedali med prvih par mest, če ne številka 1 v samem alpinizmu svetovnem. In verjamem, da se bo ta planinski muzej nadgrajeval, da bomo znali skupaj z državno politiko, slovensko planinsko javnostjo, planinsko zvezo najti skupno besedo in muzej nadgraditi. Morda niti ni potrebno, ne vem, koliko finančnih sredstev, potrebna je volja, energija in vizija in jaz sem pripričan, da bo ta muzej uspešnica še nadaljnjih, ne 10 let, ampak nadaljnjih 100 in več let, mogoče 125, ki je bila prav zdaj 125. obletnica postavitve Aljaževega stolpa, simbola slovenstva vrh Triglava. In moram samo še poudariti, da tudi občina Kranjska Gora svoj praznik občine, občinski dan, praznuje prav na 7. avgusta, ko je naš dolžni župnik postavil ta simbol na vrh naše najvišje gore. Jaz se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali v tej zgodbi in ki boste nadaljevali to zgodbo, verjeli v njo, iskreno zahvaljujem in vam čestitam. Hvala. Hvala, gospod župan, za te lepe in ambiciozne besede. Slovenski planinski muzej deluje kot enaka Prednesavskega muzeja Jesenice, soustanoviteljici sta obe občini, torej občina Jesenice in Kranjska Gora in seveda ob veliki podpori partnerjev Planinske zveze Slovenije, Triglavskega narodnega parka, Planinskega društva Dovje Mojstrana in tudi drugih. Pravijo, da slika pove več kot 1000 besed. In res je tako, zato vam bomo, spoštovani predsednik in ostali cenjeni gostje, po naše delo in poslanstvo predstavili v kratkem predstavitvenem filmu, ki smo ga ustvarili v letu 2018.
peljal vas bom po naši stalni muzejski zbirki. Najbrž veste, v kakšen muzej ste prišli. Slovenski planinski muzej ni navaden muzej. Slikovito in igrivo raziskujemo in vključujemo skoraj vse vidike alpskega načina življenja in duha, teme univerzalnih razsežnosti. Spodbujamo alpsko in narodno identiteto. Že leta 1893 smo dobili Slovensko planinsko društvo. Slovenci smo namreč narod, ki je svojo identiteto tako v preteklosti kot sedanjosti iskal, utrjeval in dokazoval prav v gorah. Predani smo spoštovanju kulturne in naravne edinstvenosti alpskega sveta. Ponujamo doživetje razstave kot lasten vzpon na goro. Na tej strani imamo zelo zanimivo maketo Via Ferrato. Spodbujamo zanimanje za gore, radosti in nevarnosti planinstva, tradicijo in še mnogo več. Pri nas je dom planincev, kjer se preteklost živahno prepleta s sedanjostjo in jo tako aktualizira. Kaj je bilo za planinca lepšega, ko po napornem vzponu na goro pride na vrh? S partnerji, sodelavci in prostovoljci ustvarjamo skupen prostor spomina, navdiha in tkemo trdno navezo za vrhove prihodnosti. No, zdaj biti malo levo. Še naprej. Še. Se mi znaš hoditi? Ti mi znaš. Je bilo dobro? Ja, super. Zdaj poglej svoje noge. Zdaj pet na Triglav. Okej. Wow, to je pa ful boljš. Kot kustosinja pedagoginja se trudim, da je ogled naše stalne razstave z obiskovalci vedno prijeten, dinamičen in zanimiv. No, mi bomo danes naredili helikopter, ki ga gorski reševalci, Sodelavci in partnerji z področja turizma, gorništva in naravovarstva smo zato zasnovali različne programe, ki so namenjeni različnim starostnim skupinam. V teh programih oživljamo zgodbe ljudi in pa predmetov, in sicer tako, da jih dramatiziramo, pripravljamo lutkovne predstave, srečanja, pogovore in tudi izlete v okolico, kjer na poseben način raziskujemo in jo seveda tudi spoznavamo. a vidite, mičkon rjava, ne? In bomo to lepo na... Uživljamo se pri tem v vlogi markacistov, alpinistov, gorskih reševalcev in gorskih vodnikov, tudi seveda muzealcev, in pa ne pozabimo na vsakodnevno življenje vodnikov, tudi na ta način, da včasih na sprehod skozi stalno razstavo vzamemo svežo pečeno žemljico in pa jabolko, tako kot je verjetno to naredil eden prvih naših nadaljevalcev poti Janez Klinar Boškanca. Na Triglavu pa stoji... Ja, in kaj posebnost naših programov je, da poskušamo izbrana poglavja iz življenja različnih gornikov narediti čim bolj pristna, čim bolj taka, da navdihujejo, da izobražujejo, da dajo tudi razmišljati in pa seveda da puščajo sledi. V našem muzeju hranimo raznovrstno kulturno dediščino z področja planinske zgodovine in z njo povezanimi dejavnostmi. Med predmeti so različne značke, razglednice, fotografije, prevladujejo pa predmeti, ki s svojimi zgodbami omogočajo širšo interpretacijo. Hranimo prve opisne knjige iz Aljaževega stolpa, pa smuči, s katerimi se je Davo Krničar kot prvi zemljan spustil z Monte Everesta. A zgodbe in predmeti običajnih planincev niso nič manj vredne. V naši zbirki je mnogo cepinov, vendar so tisti cepini, ki jih spremlja fotografija,
ki jih prinesete v naš muzej, lepo in strokovno poskrbimo. Predmete najprej preučimo, nato pa jih pripravimo za razstavo ali depo, potem pa so na voljo različnim strokovnim, znanstvenim ali ljubiteljskim raziskovalcem. Bodite del naše muzejske naveze za vrhove prihodnosti in delite z nami svoje planinske zapiske, svoje dnevnike, fotografije, predmete in zgodbe, ki so povezane z njimi. Prinesite jih v naš muzej in jih delite z nami. To je zdaj cel kup ene stare opreme. Me zanima. Imam raven nahrbnik, star je dobrih 10 let, bil pa prototip čevlji. To so v bistvu zadnji model plastičnih čevljev, ki so jih uspeli delati, zdaj takih ne delajo več. Ta odprava, na kateri sem bil z njimi, to je bilo v Indiji, Bagirati, in smo splezali 3, čisto so čake tako čisto resne, ne. Imajo pa to prednost, da so skoraj večni, ne, in mogoče tudi to je ena od razlogov, da jih ne delajo več. Se pravi, v našem depoju večnost zdržane. Čujte, to nov življenja, to je, ne, jaz sem to nekaj uporabljati in če bo vam koristil, super, ne, bo živeli še naprej. Ja, bomo. Prvi obiskovalci naših krajev so bili romarji in pohodniki. Obiskovalci gora so se poimenovali turisti. Pri nas ohranjamo tradicijo, obenem pa sodobnim turistom ponujemo vse, kar potrebujejo in si želijo. Informacije o razmerah v gorah, o prostih sobah, o naravni kulturni dediščini, o aktivnostih in dogodkih. Pri nas si lahko izposodijo tudi športno opremo, bodi si za plezanje v ferati ali kolesa. Ambiciozna ekipa Slovenskega planinskega muzeja s sodobnimi marketinškimi pristopi do vseh obiskovalcev spreminja našo hišo tudi v sodoben muzejsko-turistični kompleks, ki ga iz leta v leto obišče več obiskovalcev. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci Slovenskega planinskega muzeja v moji strani. Ponujemo vam različne doživetje in interaktivne vsebine, ki obiskovalcu na zabaven način podajajo znanje in vedenje o gorah. Poleg vstopnic so zanimivi tudi spominki, ki jih izbiramo pazljivo, prednost pa dajemo domačim dobaviteljem in naravnim materialom. Glavno vodilo pri izbiri so gore, tako na motivih prevladujeta Planika in Triglav, sploh Planiko lahko dobite kot priponko, magnet, leseno, kovinsko, keramično, filcano in celo užitno, čokoladno. Morda pa vas zamika pločevinka svežega zraka iz Julijskih Alp ali Triglavski šeškalnik, nepogrešljiv pripomoček za krst vsakega, ki se prvič posmeh na našega očaka. Res, dobro. Tukaj na recepciji smo prvi stik, ko stopite skozi vrata. Lepo si je vzeti čas za vsakega izmed vas. Usmerjamo vas med našimi doživetji in interaktivnimi vsebinami, kot tudi med planinsko literaturo, kjer najdete strokovno literaturo, knjige za otroke in leposlovje. Vodnik zase bodo našli družinski izletniki, pohodniki, kolesarji, izkušeni gorniki in plezalci. S pestrim izborom zemljevidov, informacijami in napotki za varno gibanje v gorah pa bomo poskrbeli, da se slučajno naših hribih ne boste izgubili. Tukaj je hram, živo stičišče planinske zgodovine, namenjen vsem Slovencem, da se zavemo svojih korenin, otrokom, da vzljubijo gore, mladim, da jim pokažemo še eno pot, planincem, da nadgradijo svoje doživetja, turistom, da jih zamika edinstvenost naših gora,
ljudem z omejenimi sposobnostmi, da doživijo tisto, za kar jih je življenje prikrašalo. Šele, ko okusite neznano, lahko z gotovostjo trdite, da ste spoznali več od pričakovanega. Slovenski planinski muzej vabi, da odkrijete še neodkrito plat zgodbe o hribih in gorah. Odkrijte svojo pot. Verjamem, da vam je bil naš predstavitelj film všeč, verjamem, da ste se imeli v njem lepo. Se pa počasi približujemo cilju naše današnje poti, vrhuncu večera. V besedi vabim osrednjega gosta, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, in ga prosim za nekaj besed. Gospod predsednik, beseda je vaša. Spoštovana gospa direktorica, oba župana, gospe in gospodje. Imam mnogo napak, tada zamujam ni med njimi. Sprejemite, prosim, iskreno obžalovanje za to napako, ki je nastala v mojem uradu. Se bom potrudil, da se to ne bo zgodilo. Ko to omenjam, se spomnim neke anekdote iz začetka našega parlamentarizma po prvih demokratičnih volitvah, ko je skupščino vodil France Bučar. Visoka italijanska senatna delegacija je 15 minut zamujala, na kar je klenega Bohinca spravilo v globoko žalost. Ko so se za to opravičili, je rekel, ni škoda, da ga bom pa 15 minut prekočali. To me navaja na obveznost, da sem torej pri mojem dogovoru kratek in jasen. Prišel sem, da bi vam, spoštovana gospa direktorica, izročil pisno zahvalo predsednika Republike, vam in vaši ekipi, nazadnje vsem, ki stojijo z vami in za vami, za odlično opravljeno delo v prvih 10 letih, željo, da bi z enako skrbnostjo negovali to pomembno poslanstvo tudi v naslednjih letih in desetletjih. Ljubezen Slovencev, kot je bilo rečeno tudi v filmu, ljubezen Slovencev do gora je iskrena in tradicionalna, nas nekako določa tudi v identitetnem smislu. Nekatere vrednote, ki so značilne za pohodništvo, za alpinizem, za planinstvo, so tudi značajske vrednote Slovencev, vztrajnost, trmoglavost, želja po osvajanju novega, odprtost duha. Vse to na nek način skozi različne, kot smo videli, pristope pokažete vsem radovednim ljudem, domačim in tujim, ki obiščejo ta pomemben muzej. Z planinstvom, z gorništvom,
z alpinizmom. Slovenci vse te vrednote krepimo, jih tudi negujemo, više zlasti na to poseben način, ki je občudovanja vreden. Muzej je v tem kratkem času, čeprav ima svoje predhodnike, kot je dejal župan, uspel najti svoje mesto v slovenski muzealni krajini in v tem smislu vam v imenu države izrekam veliko hvaležnost. Muzej skrbi za ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine, skrbi za tradicijo alpinizma, gorništva na Slovenskem, skrbi nenazadnje za vzgojo mladih ljudi in to presega samo ljubezen do gora in gorništva, alpinizma, ampak kot je bilo prav poudarjeno v filmu, v bistvu vzgaja k trajnostnemu razvoju osebnosti in nas kot skupnosti. V tem smislu se mi zdi, da čeprav je bil muzej ustanovljen nekoliko pozno, bi lahko rekli, glede na negovanja drugih tradicij v našem narodu, pa se mi zdi, da je zato mogoče razvil neke dejavnosti, ki sodijo toliko bolj v prihodnost in ne samo v slavno preteklost vsega, kar predstavlja. Mi smo praznovali 242. obletnico prvega vzpona naših 4 bohinjcev na Triglav. Praznovali smo 40 let od našega seljnega vzpona na Mount Everest. Slovenci smo se dokazali glede tega doma in na tujem. Z tega vidika smo deležni tudi številnih občudovanj. Vse to in več ponuja obiskovalcev v muzeju, tukaj v moji strani ta muzej. Rad bi se vam zahvalil, spoštovana gospa direktorica, vas bi povabil sem k meni, kot rečeno, bila moja dolžnost spričal nesporazuma v mojem uradu, da sem bil kratek, ampak prišel sem zato, da vam odločim to zahvalo predsednika Republike, Slovenskemu planinskemu muzeju ob 10. obletnici zavzete in da danes skrbi za ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine s področji planinstva, alpinizma in gorništva na Slovenskem. Iskrene čestitke. Gospod predsednik, hvala za vaše tehtne misli in za podeljeno zahvalo. Z njo smo prejeli sporočilo, da smo prepoznani na državni ravni, da delujemo dobro in da je naša pot prava. Zahvala nam vliva novih moči za nadaljne delo, nas navdaja s ponosom in hkrati obvezuje, da sledimo še višjim ciljem. Ob tem čustvenem trenutku na oder vabim naše pevce. Slova
Slovenskega planinskega muzeja smo odprli občasno razstavo 10 sidrišč slovenskega alpinizma. Prav naše alpinistke in alpinisti so svojimi neverjetnimi dosežki v domačih in tujih gorah bistveno prispevali k prepoznavnosti Republike Slovenije v svetu. Številne njihove dosežke smo izpostavili na razstavi. Spoštovani gospod predsednik, cenjeni gostje, vabim vas na ogled razstave in muzeja. Iskrena hvala in vse najboljše Slovenski planinski muzej. Trigla